Pozdravljeni. Danes se najprej odpravljamo v Ivankovce. Učencem tamkajšnje osnovne šole je namreč z rednim kolesarjenjem uspelo zbrati dovolj kilometrov za nagrado. Servis koles, ki ga podarja Zavarovalnica Triglav. Servisiranje koles v Ivankovcih je potekalo minuli ponedeljek. Program Varno na kolesu že 7. leto združuje šolarje po Sloveniji, jih spodbuja k spoznavanju in utrjevanju prometnih pravil in se zavzema za celovito razumevanje prometne varnosti. Do danes je pri projektu sodelovalo že več kot 20.000 mladih kolesarjev in kolesark iz več kot 250 različnih šol. Čeprav je program prvotno namenjen šolarjem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit, pa k varni udeležbi v prometu spodbuja prav vse. Vsi učenci sodelujočih šol pa so lahko letos za svojo šolo pridobili dodatne točke, in sicer v okviru naloge Na kolo za zdravo telo. Z rednim kolesarjenjem v svojem prostem času so tako nabirali kilometre za svojo šolo in se potegovali za praktično nagrado servis koles, ki ga podarja Zavarovalnica Triglav. Med zmagovalci je bila tudi osnovna šola Ivankovci, za kar jim veljajo vse čestitke. Hvala lepa, čestitke si predvsem zaslužijo naši učenci 5. razreda, tako in tudi še enkrat v mojem imenu zelo čestitam njihovi mentorici Saši Veler in res na zbrane kilometre, to je praktično nagrada, ki so jo dobili zaradi prevoženih kilometrov, in v resnici smo res izkoriščali, ko smo šli v Ormož na Dan Evrope, so kolesarili nazaj, ko so šli na zdravniški pregled, so se kar s kolesom peljali, kar nekaj kolesarskih izletov znotraj krajevne skupnosti smo opravili z njimi in torej res je tako nekako tudi ta nagrada jim prišla za vse to. Veselje nad uspehom na šoli ne skrivajo, predvsem pa veselja, da so takšno nagrado uspeli pripeljati v domači kraj. Drži, smo veseli predvsem za učence, da jim je uspelo to nagrado pridobiti, pa da imajo to enkratno priložnost v resnici izkoristiti in iz prve roke potem res upraviti z priznanimi serviserji tudi servis lastnih koles. Če prav omenimo, da 5. razred, ki je pač delal kolesarski izpit, pa bil zaslužen, da smo to nagrado dobili, imajo tudi izjemno dobra kolesa. Starši so jim verjetno v tem šolskem letu zaradi upravljenega izpita kar nekaj novih koles nabavili, tako da ta kolesa njihova niso bila najbolj potrebna servisiranja. Res pa je, da so jih ti velikokrat jim pokazali tudi mogoče, na kaj morajo paziti, kako je pravilno za prestavami, katero situacijo je treba uporabiti pri vzponu, kako pri spustu in tako dalje. To so pa bile takšne napotki iz prve roke. Kot vidimo, so kar pripeljali svoja kolesa danes, ne? Sicer pa imajo možnost kolo na servisiranje pripeljati tudi krajani, ne? Drži, tudi ves čas, odkar imamo ta serviserja tukaj, prihajajo tudi domačini oziroma krajani krajevne skupnosti Ivankovci. Torej ta nagrada je bila pridobljena tako za učence, tako za starše, tako za zaposlene in seveda za celo lokalno skupnost. Moram reči, da kar nekaj ljudi danes kliče, če že lahko pripeljemo ali ne, pa smo rekli, da seveda kar pridite, če bo gužva, boste malo počakali, če ne pa kar pripeljite. Rebeka, si pripeljala svoje kolo? Ja. In so ga že servisirali? Ne, zdaj ga. In kaj misliš, kaj vse bo treba popraviti? Ne vem. Si že dolgo kolesariš, kdaj si se naučila? Ko sem bila stara 4 leta, če ne manj. No in kaj se ti pravzaprav zdi najbolj pomembno, da mora biti tako, kot je treba na kolesu? Da imaš opremo za kolo, da imaš opremljeno kolo. No in kaj bi to ne spadalo torej pod to opremo? Za sebe moraš imeti čelado, za kolo moraš imeti sprednje pa zadnje luči. No kaj se ti zdi, kar se tiče tehnične usposobljenosti kolesa, najbolj pomembno? Bremza. Zavore seveda in drugo. Zavore, luči, gume. Se ti zdi pomembno, da je dobro servisirano kolo? Ja. Bo še kdo od tvojih pripeljal kolo, morda od doma? Ja, veliko. 3 sestre bojo pripeljale, mogoče še pa ati pa mama. Mojstra, ki jo je najela Zavarovalnica Triglav, sta se dela lotila z vso zavzetostjo
in dela jima od 11. pa vse tja do 19. ure ni zmanjkalo. Danes opravljamo pa vse te dni na različnih šolah, opravljamo predvsem take osnovne tehnične preglede, da vidimo, ali so kolesa sploh izpravna ali ne. Po večini zavore. Zavor skoraj nobeno kolo nima nastavljeno v redu. In vemo, da to je glavna stvar. No, to je zelo zanimiv podatek, ki ste nam ga danes tukaj zaupali. Koliko pa recimo na dan lahko takih koles servisirate? Zdaj bom rekel, tu na šolah gremo kar malo bolj preko svojih mej, tako da trenutno imamo 100 koles na 2 dni, se pravi nekje 50 na en delovni dan, se pravi v 8 urah 50 koles, kar je za kolesarski servis, kjer se vse res naredi temeljiteje, pa se marsikaj zamenja. Tu pač nimamo te opcije, ker je brezplačno, se pravi ljudje nič ne plačajo in potem tudi ne moramo novih stvari na kolo devati. V kolesarskem servisu je nemogoče narediti tako število, ampak tu gre res za bolj osnovne stvari, pa malo improvizacije, tu so predvsem kolesa malo nižjega cenovnega ranga, kjer stvari ne štimajo tako bi mogle, ampak ja, se potrudimo po najboljših močeh. Nagrado servis koles pa razen osnovne šole Ivanjkovci prejme tudi osnovna šola Moravče, ki je bila absolutni zmagovalec, ter osnovni šoli Poljane nad Škofja Loko in Ivana Cankarja Trbovlje. V občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi imamo 41 zlatih bralcev. To so tisti osnovnošolci, ki so bralno značko osvojili v vseh 9 letih osnovne šole. Zaključna slovesnost je bila v knjižnici. Pri društvu Bralna značka Slovenije, ki deluje znotraj Zveze prijateljev mladine Slovenije, so tudi v letošnjem šolskem letu pripravili projekte Zlata bralka, Zlati bralec, v okviru katerega s knjigami obdarijo najboljše bralce iz vse Slovenije in zamejstva, ki so vsa osnovna šolska leta brali za bralno značko. Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož je zaključek za Zlate bralce pripravila v knjižnici. Letos je knjižnica gostila to prireditev že 3. Najprej so Zlati bralci prisluhnili pogovoru z Denisom Žuranom, ormoškim pesnikom in reperom, sledila pa je podelitev nagrad in priznanj. Projekt ima konkretno poslanstvo, kot pravi predsednica Zveze prijateljev mladine Ormož. Se pravi, to je vseslovenski projekt preko društva Bralna značka. Zdaj že kar nekaj let se ukvarjajo torej s tem projektom Zlati bralec, Zlata bralka, z željo, da bi otroke, se pravi, čim bolj motivirali za branje in jih nekako za ves trud, ki ga v času osnovne šole vlagajo v to, nagradili. To torej pomeni, da gre za tiste šolarje, osnovnošolce, ki so torej v vseh letih osnovne šole pridno brali. Koliko knjig recimo je bilo potrebno v vseh teh letih prebrati? Ja, recimo, da računamo povprečno v vsakem razredu, torej kakšne 4-5 knjig, da morajo prebrati. Vendar upam, da niso samo te, da še berejo kaj drugega, ne samo za bralno značko. Tu nekje, no. No, kako pa sproti to poteka, recimo? Kako se ob koncu šolskega leta nagrajuje tiste, torej, ki so jo osvojili? Kako to poteka? Po šolah je torej to različno, kako si to organizirajo. Običajno je tako, da se otrokom da neki priporočilni seznam, v bistvu se tudi spodbuja, da svoje interese otroci glede izbire knjige izbirajo. Torej, potem učiteljici, knjižničarki o vsebini knjige pripovedujejo in potem, ko prebere tisto določeno število knjig, je osvojil bralno značko. Potem se jih ob koncu šolskega leta na nek način nagradi s kako pohvalo, priznanjem. Ob koncu osnovne šole pa, kot je tole današnja prireditev, ko postanejo ti pridni bralci, zlati bralci, jih nagradimo še potem s kako knjižno nagrado. V svojem nagovoru ste ocenili torej ta trud teh bralcev, kljub temu, da se mladim ponujajo mnoge različne tehnologije in jih nekako so že posrkale vase, ampak je posebej seveda treba čestitati tistim, ki pa še berejo. Je vedno več ali vedno manj teh otrok?
Ja, moram nažalost reči, da jih je vedno manj, zato še je toliko bolj pomembno, da te, ki so, da jih res pohvalimo, da jih nagradimo, da se uspejo v tem, kot ste rekli, v tem času sodobnem tehnologije in tako naprej, vseeno upreti temu, vzeti knjigo, jo prebrati in raziskovati. Kakšen pa bi bil recimo vaš pogled na to, ne? Glede na to, da ste tudi učiteljica seveda, ne? Kako bi se dalo torej še motivirati? Bi to recimo v teku pouka, v teku šolskega leta lahko na kak način motiviralo šolarje, torej, da bi čim več brali in to knjige, ne? Res je. Prvo kot prvo moram reči, da se v domačem okolju ta ljubezen do knjig začne gojiti. Torej starši, babice, dedki so tisti, ki prvi nekako omogočijo otroku stik s knjigo. Potem, ko pridajo v šolo, smo na vrsti učitelji, da nekako spodbujamo, jim privzgajamo to ljubezen do knjige, zdaj kolikor imamo moč vplivati na to. Potem pa otroci različno, torej ne, se potem odločijo, ali bodo ali ne bodo. Težko je prisiliti nekoga, to moraš začutiti. V vseh 6 osnovnih šolah je tako skupaj 41 zlatih bralk oziroma bralcev. Na osnovni šoli Ormož jih je 12, v osnovni šoli Središče ob Dravi 5, prav tako 5 je v osnovni šoli Ivanjkovci. Na osnovni šoli Velika Nedelja jih je 12, na osnovni šoli Sveti Tomaž 3 in na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu 4. V petek je bila otvoritev kopalne sezone na ormoškem letnem kopališču. Temperature so pravšnje, kopališče pa lepo urejeno, voda ogrevana, vreme odlično. Kaj bi si za poletno osvežitev lahko želeli še boljšega? Vreme je poletno, temperature dovolj visoke, tako da je v petek že bila otvoritev kopalne sezone na ormoškem letnem kopališču. Toplo petkovo popoldne je v vodo tako že zvabilo prve kopalce. Večina otroke, ki tudi sicer v teku dolgega vročega poletja oziroma počitnic imajo možnost osvežitve kar v domačem okolju. Gotovo pa je bilo potrebno ovekovečiti prve kopalce, ki so nad osvežitvijo bili navdušeni. Končno se eno leto prej bazen odprl. In kakšna je voda? Meni je super, no, ni premrzla. No, kako je bilo, kakšen je bil to občutek, ker ste prva skočila v bazen s hčerko? Ja, ta mala je danes komaj čakala, da gremo, pa še zdaj je bilo prepozno. Si želite najbrž veliko sončnih dni, ne? Ja, čim več, tem boljše. Ste tudi prej že hodili na kopališče v Ormožu? Ja, vsako leto hodim. Od kod si vzela toliko poguma, da si prva skočila v vodo? Ne vem. Te je mamica nagovorila, ne? Ja. Že dolgo veš plavati? Ne. Kdaj si se naučila? Ko sem bila 7. Kako ti je všeč, Lara? Ja, super, ne? Fajn, da se je odprlo, vreme je, voda je fino topla, tako da pridite. V ponudbi sta 2 bazena, globlji za odrasle oziroma za plavalce in otroški s toboganom. Nad kopalci in nad redom na kopališču bo seveda, tako kot običajno, skrbel reševalec. Njegove naloge so jasne. Ja, skrb za red in čistočo, opozarjanje kopalcev na kopališki red, meritve vode, najbolj pomembno. Ja, in verjetno tudi rešiti koga, ne, če bo potrebno. Seveda. Se to zgodi kdaj? Tudi, ja. Kot je znano, je nov najemnik kopališča podjetnik Franč Škorjanec, ki je kot edini oddal ponudbo za najem celotnega kompleksa, bazena skupaj z lokalom in poskrbel, da je kopališče nared za uporabnike in novo kopalno sezono. Škorjanec pravi, da najem ni bil slučajna poslovna poteza. Bilo je to premišljena zadeva, vplivalo na našo odločitev je predvsem to, da je precej nostalgije, kaj se tega bazena tiče. Tu smo se naučili plavati, tu smo preživljali prve svoje mladostne proste urice. Malenkost
tudi to, da ni ravno ta objekt v preteklih letih kazal ravno najboljše podobe. Vedel sem, da se da tu marsikaj narediti. Probali smo pač nekaj izboljšati in kot vidite, nam je tudi v vsaj določeni meri tudi uspelo. Najemnik je poskrbel za temeljito obnovo in ureditev kopališča. Ja, takoj po podpisu pogodbe smo se lotili pravzaprav obširnih vzdrževalnih del. To je, kaj se bazenskega dela tiče, so bile najprej na vrsti zunanja ograja, notranja bazenska ograja, vsi bazenski robi, ki so bili dotrajani, je trebalo v kompleto sanirati, v kompleto obnoviti. Tudi tla v malem bazenu je bilo delno obnovljeno in v kompleto prefugirano, zafugirano na novo. V strojnici manjša vzdrževalna dela, naprimer zamenjava ene črpalke in v glavnem bi to, kaj je bazena, je bilo to tone. Občina je pomagala pri teh vzdrževalnih delih cirka z 34.000 evri. To je vložek občine, gre se predvsem za ta vzdrževalna dela, kaj se bazena tiče in zunanjost objekta. Vsa vzdrževalna dela lokala so bila izključno naše breme. Vsi skupaj si tako želimo le vroče in predvsem dolgo poletje. Ja, to drži, da si želimo dolgo in vroče poletje, ker z ceno vstopnice in z stroški, ki nastajajo z vodo in z vsem tem vzdrževanjem, daleč niso mali. Želimo si kar lepo število prodanih vstopnic. Povišali smo ceno vstopnice recimo za 25 ali pa 30%. Mislim, da to ne bi smelo vplivati na obisk, nam pa bo pomagalo, vsaj upam, da bomo preživeli, da smo naslednje leto istega časa lahko tudi na istem mestu, pa da rečemo, da smo prvo sezono zaključili vsaj z pozitivno nulo, za drugo leto, za drugo sezono pa bomo delali druge načrte. Seveda tudi gostinski lokal je velik zalogaj, ki ste ga vzeli zraven v najem. Kako kaže po prvih izkušnjah? Ja, gostinski lokal je zgodba zase. Kaj se tiče bazena in vsega tega gradbenih del, nam je bilo bolj pisano na kožo kot gostinsko. Vendar bi rekel, da se hitro učimo, smo se spoprijeli z tem izzivom. V prvi fazi smo v kompletu obnovili lokal, obnovili v kompletu tudi kuhinjo in vse spremljevalne prostore, kaj spadajo zraven. Kaj se tiče samih izkušenj z gostinstvom, moram reči, da so prvi vtisi pozitivni. Čakali smo lepo vreme, čakali smo kopalno sezono, tako da mislim, da smo na pravi poti. Za bazenski kompleks s gostiščem bo podjetnik Franč Korjanec občini mesečno plačeval najemnino v višini 700 evrov. Občina pa sicer s kopališčem več naj ne bi imela skrbi. Ja, moram reči, da res kljub nekim dvomom za začetku leta smo zadevo uredili, tako se spodobi, kopališče urejeno, mislim, da vzorno, tudi z gostinskim delom, pa z vsem ostalim, tudi vsi kopalci, ki so se danes udeležili, bom rekel, te otvoritve, ki se že pridno kopajo v tem kopališču. To je en znak, to je ena potrditev dobrega dela, bom rekel, tudi sodelovanja, tudi gospodu Škorjancu zahvala, da se je tako angažiral, da je prijel zgodbo, bom rekel, da smo se skupaj dogovorili na kak način in moram reči, da smo, hvala Bogu, v Ormožu to kopališče odprli, tako da mlado, staro, če se lahko tako izrazim, verjamem, da vsi bomo tukaj mesto našli in se bomo skupaj družili. Boljše, da se tukaj kopamo, študiramo na lepe stvari, kot pa da se kregamo, spogledujemo in pa tako drugače.
No, včasih, v minulih letih je letno kopališče na koncu izkazovalo veliki manko, ki ga je običajno občina krila. Bo tudi sedaj v novih sezonah tako ali kako to bo sedaj, kako je sestavljena zadeva? Ne, tega negativnega rezultata več občina Ormož ne pokriva. Prej se je podeljevala ena vrsta koncesije, se pravi cena določeval občinski svet, sedaj temu nismo šli več tako. V najem smo dali kompletni kompleks, se pravi bazen in pa gostinski del. S tem smo tudi pustili, da si je gospod Škorjanec kot najemnik cene formiral sam. Nekaj malega smo pripomogli oziroma nekaj malega smo dodali pri samem vzdrževanju. Moram pa reči pa predvsem pri tistih zadevah, ki si jih človek ne more kar odpeljati, se pravi, da smo naše premoženje, našega kopališča nekako dvignili z tem našim vložkom, se pravi, ne vem, terase, tudi te ograje in pa take zadeve, ki jih težko kdo odnese. Tako da s tem smo malo pomagali, ampak kaj se pa tiče cen in pa vsega ostalega, pa tako sem povedal, najemnik si je izbral cene in pa rezultat in pa karkoli se k temu tiče, več občina s tem nima nič. Otvoritev kopalne sezone je bila prijetno druženje ob glasbi dueta Damjan in Nataša. Prve obiskovalce kopališča pa je podjetnik tudi pogostil. Letno kopališče bo odprto vsak dan od 8 do 20. Cena vstopnice za 2 uri kopanja znaša 3,5 evre. Za 4 ure 5 evrov, za cel dan 6 evrov. Mesečna vstopnica znaša 90 evrov. Upokojenci, študentje in invalidi imajo določen popust, nižje pa so tudi cene vstopnic za otroke. Društvo Kočijaž Loperšice je tudi letos organiziralo srečanje kočijažev in ljubiteljev konj. Letos je srečanje bilo ob Vaškem domu v Pušencih. Kočije z različnih vetrov so na prizorišče prispele takoj po 11. uri, kjer so organizatorji že vse pripravili, tako za druženje kot tekmovanje. Namreč organizatorji takšna srečanja popestrijo tudi z različnimi igrami in tekmovanji. Najboljše pa nagradijo na koncu s pokali. Sploh pa si privoščijo panoramsko vožnjo iz Pušencev čez Hrdek in skozi Ormož nazaj na prizorišče. Zbrane smo obiskali takoj po prihodu, ko je v zraku bilo še največ pričakovanj in tudi vznemirjenja. Takšno srečanje je namreč za kočijaže oziroma lastnike konj veliko doživetje. Društvo Kočijaž je prvo leto srečanje pripravilo na Humu, potem pod Humom ob cesti Ormož Središče ob Dravi, letos pa je že 4. potekalo ob Vaškem domu v Pušencih. Dogajanje je uvodoma predstavil predsednik društva. Tukaj v Pušencih bo se danes še dosta dogajalo. Tekma dvovprek, ena deklica je imela svoj program s konji 3/4 ure, potem pa bodo jahači imeli svoj program, po jahačih pa je podelitev pokalov. Kako ste zadovoljni z udeležbo? Vidim, da je tudi mednarodna, kar vas verjetno še posebej veseli. Mednarodno, ja, naši prijatelji iz Hrvatske, oni nas nikdar ne pustijo na cedilu, oni pridejo. Naši pa pač imajo eni upajila, eni imajo krmo, več zgovorov, ja ne, mi smo s tem zadovoljni. Sicer, kako dolgo deluje že vaše društvo, kako ga lahko opišete? Naše društvo je 8. mednarodno društvo Kočijaž, 8. leto delujemo in mislim, da še bomo par let, ker smo zadovoljni. Koliko članov šteje vaše društvo? Naše društvo je 35 članov, aktivnih, pa nekaj malo se nam zdaj pridruži, 4, ki še bi se radi vključili in to v toliko leta bomo videli, kako bo. Zagotovo takšna organizacija dogodka zahteva kar veliko dela in truda vseh članov. Ja, jaz kot predsednik sem delal najmanj 14 dni aktivno, pa potem 2-3 dni člani delajo vsi prej, pa en dan po prireditvi, ker se vse pospravi, vse počisti, da je tudi tisti zadovoljen, ki nam da prostor. Pove predsednik Danilo, ki je velik ljubitelj konj in dodaja.
Konj je ena velika plemenita žival, ki je delal od samega začetka, kaj je človek na svetu in konj sodelujeta. In jaz mislim, da so prej, ki ni bilo traktorov, so konji obdelovali to vso zemljo, kaj je danes, ki danes kmeti obdelujejo 3-4 traktore ima in nima časa priti danes sem na prireditev. Nekdaj pa imel 2 konja, pa isto zemljo obdelal, malo manj je bilo predelka, drugo pa nič ni razlika. Tako predsednik opraviči mogoče malo slabši obisk. Za vse tiste ljubitelje konj, ki pa so se srečanja udeležili, pa je dogajanje bilo gotovo še eno prijetno doživetje. Tako za ljubitelje konj in seveda vse ostale, ki so se pridružili. Sicer pa je društvo Kočijaše Loperšice aktivno tudi sicer. Od srečanj organizirajo še Katarinino na Humu, pa tudi na izlete se radi odpravijo s kočijami. Sploh pa na podobna srečanja organizatorjev tako v Sloveniji kot čez mejo. Četrtek je v jedilnici osnovne šole Ivankovci potekal literarni večer, kjer je učenka 9. razreda Anja Lazar predstavila svojo prvo pesniško zbirko pod imenom Prostor za pesem. Večer je bil prijetno pevsko literarno doživetje. Literarni večer je predstavljal pogovor z iskrivo mlado pesnico. Pesmi iz zbirke so recitirali, a tudi odpeli Anjini sošolci. Nekaj njenih pesmi je namreč uglasbil učitelj glasbe Leon Lah. Veš, ni lahko izbrati prave poti, ni lahko napisati prave pesmi, ni lahko, ko te nišče ne mara, ni lahko, če si sam, a poskušaj se pobrati, pravo pot izbrati. Ja, smisel življenja. Uživaj v tem, kar počneš. Bodi svoboden in samo svoj. Sledi svojim sanjam. Bodi iznajdljiv in zabavaj se. Imej tesne vezi s prijatelji. Bodi svoboden, bodi ti. Nikoli se ne pozabi smejati in uživaj v tem, kar imaš rad. Simpatična 14-letnica pove, da je pesniti začela že v svojih rosnih letih. Ani možnost, da je izdala svojo pesniško zbirko, veliko pomeni. Vedno mislim, da še sanjam, ampak se počasi zavedam, da je to resničnost in sem zelo vesela, da se je to enkrat uresničilo, drugače pa sem sedaj malo živčna. Povej nam, kdaj si se prvič srečala s tem, da si nekako stopila nasproti blizu pesmim, ki jih pišeš? Že od majhnega, saj sem si sproti izmišljevala pesmi, ko smo hodili na sprehode in zelo rada poslušam glasbo že od nekdaj. Kot majhna deklica torej? Ja, ko smo z dedkom in babico šli na sprehod, sem si jaz mislila nekakšno pesem o polžih. In kasneje si tudi pesmi zapisala, ne? Tako je.
in jih potem pospravila zanimivo v predal. Ja, potem sem jih za nekaj časa pospravila v predal, potem pa sem se spet zmislila, da jih imam. Pa še vedno si bila dokaj sramežljiva oziroma nisi zbrala moči, da bi te pesmi pokazala komu v šoli, si pa jih pokazala mami, ne? Ja, tako je, pokazala sem jih mami, ampak enkrat sem pri uri slovenščine napisala eno pesem, potem pa je učiteljica rekla, da je zelo v redu, potem pa sem še ji prinesla pokazati druge. In bila je? Zadovoljna, pesmi so ji bile všeč, vendar še niso bile tako izpopolnjene, zato smo leta in leta nadgrajevale pesmi. Ta učiteljica ti je tudi stala ob strani in ti pomagala veliko, ne? Drugače te pesniške zbirke verjetno ne bi bilo. Ja, že od začetka poti in zato jo imam zelo, zelo rada. Tvoje pesmi govorijo o vsem, o prijateljstvu, o fantih, o letnih časih, veliko o šoli, o mami, otroci, karkoli se najde. Kje črpaš vse navdih? Navdih črpam iz svojih vsakdanjih doživetij, ali pa nekaj slišim ali vidim v enem filmu, potem pa vse to spremenim, nadgradim in si tako zapišem pesmi. Se spomniš, kakšen naslov je nosila tvoja prva pesem in o čem je govorila? Ljubezenske sanje kot resničnost, da je malo spremenjen naslov Sanje ali resničnost. Govorila je o ljubezni, o fantih in ta pesem je še sedaj notri v knjigi in skoraj nič ni spremenjeno. Koliko pa je ostalih pesmi? 40. 40 pesmi si napisala, verjetno veliko časa. Ja, 5 let sem pisala, drugače še imam veliko več pesmi, ampak te so bile najboljše, zato smo te izbrali. Katera pa je tvoja najljubša? Imaš svojo najljubšo? Ja, Igralca in to sem napisala tudi zadnjo v tej zbirki. Kaj pa ti pomeni to, da je recenzijo napisal sam Tone Partljič? To mi pomeni zelo veliko, ker je zelo izkušen pesnik in pisatelj in da ti nekdo napiše tako lepo besedo, je res nekaj neverjetnega. Anja, kaj pa pravijo sošolci na to, da imajo pesnico med seboj? Mislim, da so zelo ponosni na mene, tudi lepo so se odzvali, da bodo recitirali moje pesmi, tako da mislim, da je vse pozitivno. Ja, celotna šola te podpira, pa tudi občina, ne? Tako je, tudi občina mi je pomagala pri sofinanciranju knjige. Anja, in jaz verjamem, da bo še kakšna nastala, glede na to, da si dejala, da imaš veliko pesmi še shranjenih doma. Seveda, že zelo zagreta sem za to. V prihodnosti se vidiš kot pisateljica, pesnica v teh vodah ali kje drugi? To se vidim bolj kot hobi, še naprej bom delala na tem, drugače pa še nimam nekšnih ciljev za prihodnosti, ampak zelo rada bi potovala ali pa bila kakšna učiteljica zgodovine in slovenščine. Kot pravi Anja Lazar, je izdajo pesniške zbirke sofinancirala tudi občina Ormož. Tako sta na literarnem večeru bila prisotna tudi podžupanja Irma Murat in župan Danijel Vrtnjak, ki je zbrane tudi pozdravil in priznal, da je kot priča tako prijetnemu dogodku enostavno ganjen. Tako je mladi pesnici čestital in ji pri njenem nadaljnjem ustvarjanju zaželel veliko uspehov. Na koncu se je Anja vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izdaji pesniške zbirke, zahvalila zbirko in priložnostnim darilom. Med temi so bili tudi starši, ravnateljica šole in mentorji oziroma učitelji. V nadaljevanju pa sledita še 2 prispevka. Najprej boste lahko videli, kako je uspela prireditev 10 krogov za 10 nasmehov, potem pa sledi še prispevek z letošnje Plave noči, ki jo tradicionalno ob zaključku sezone pripravljajo ormoški rokometaši. Minuli četrtek popoldan se je na atletskem stadionu v Mestni Grabi odvijala ena največjih športno-humanitarnih prireditev v državi z naslovom 10 krogov za 10 nasmehov. Organizator projekta, športno-humanitarno društvo Vztrajaj, Never Give Up, skupaj z udeleženci dogodkov namreč vse od zadnjega dne v maju do 9. junija teče ali hodi v 10 slovenskih mestih za dober namen, kar pomeni za pomoči potrebnih 10 družin. Med 10 mesti v Sloveniji se je dogodek letos odvijal tudi v Ormožu. 10 krogov dejansko pomeni 10 krajev, kjer se dogodek zgodi, 10 nasmehov pa 10 družin.
ki se jim preko humanitarne akcije pomaga. Velikokrat je narobe razumljeno, da morajo udeleženci preteči 10 krogov, vendar temu ni tako. Na dogodku je pomembno, da se družimo in zabavamo, je že na predstavitveni tiskovni konferenci povedal lokalni organizator prireditve v Ormožu Damjan Rej. In tako je tudi bilo. Prireditev je uspela nad vsemi pričakovanji. Ocena v bistvu je zelo dobra. Jaz enostavno nisem mogel verjeti, koliko različnih obrazov dejansko poznam. Sem danes tukaj srečal. Organizator Never Give Up Straje prav tako pravi, da smo dejansko top destinacija, še posebej zato, da danes bilo to prvič tudi, tako da organizatorji navdušeni, pa ljudje tudi zelo nasmejani in dobre volje. 10 krogov za 10 nasmehov v 10 mestih. Ormož je bil katero prizorišče, katera številka? Ja, 31. maja se je začelo vse skupaj, tako da danes je 6.6., 7. mesto smo mi, včeraj so bili v Postojni, jutri potujejo na Koroško, zaključi se dogodek, torej čez, mislim, da 3 dni v Ljubljani. Organizacija najbrž ni bila mačji kašelj. Ja, tako veliko organizacijo meni je to prvič, zaradi tega sem se prvič srečal z marsikaterimi izzivi in se tudi dosti naučil iz tega. Je pa res, da to je bilo, prvi pogovori so stekli leto dni nazaj, drugače pa same organizacije pa kar 3 mesece intenzivno. Spet pa lahko rečemo, da je Ormož dokazal, da je za humanitarne namene vedno na dosegu roke. Ja, točno tako. Ormož je res lepo mesto in danes se je ponovno pokazalo, da ima tudi veliko srce, tako so tudi rokometaši že izvajali rokometne tekme, pa tudi društva, pa gasilci in tako naprej. Tako smo danes mi poskušali nekako tudi to v eno celoto vse skupaj zaviti in res Ormož kapo dol. Mogoče kakšna številka, vsaj približno, koliko je danes bilo udeleženk, udeležencev? V bistvu še ne vem. Če čisto tako skrito povem, recimo nogometaši so prišli z vsemi selekcijami, ki jih imajo, rokometaši prav tako, celo nogometni klub Središče ob Dravi se je udeležil, razna društva. Številke se ne vem, je pa res, da so mi dejansko po uri pa pol povedali, da smo že presegli številko 100, tako da to je kar je odlično. Število sodelujočih, ki so se vpisali na startu in prispevali donacijo, je preseglo 250. K temu niso prišteli vseh sodelujočih otrok, tako da je številka bistveno višja. Vsota zbranih sredstev pa je znašala čez 2500 evrov. Strošek organizacije prireditve pa so prevzeli Atletski klub Ormož, Gostilna Ozmec, podjetje Dimnikarstvo Ekoenergetika in računovodstvo Drago Plečko SP. Razen množičnega športnega dogajanja je vsa pozornost bila namenjena 3 maratoncem, članom Atletskega kluba Ormož, Iveku Golobu, Mirku Kosiju in Marjanu Altu, ki so pretekli 42 km, kar je pomenilo 140 krogov na tekaški stezi atletskega stadiona. Vsem 3 je podvig uspel, spremljevalcev pa jim ni v nobenem trenutku zmanjkalo. Vsak je z njimi otekel kakšen krog ali pa vsaj nekaj metrov. Odkot sploh ideja, da ste se 3 člani Atletskega kluba Ormož podali na danes progo 42 km, 195 metrov dolgo? Ja, ideja je bila Ivekova, jaz sem bil presenečen, me je enkrat zjutraj poklical, da se v Ormožu organizira ena takšna prireditev, dobrodelna in ni mi bilo dvakrat treba reči, takoj sem rekel, da sem za in sem vprašal, kakšna je razdalja, rekel 42, sem podpisal takoj in to je to. Je pa najbrž težje teči na stadionu, kot pa izven stadiona 42 km. Ja, vsekakor je težje. Normalno, krogi so 300 metrni in tu je dejansko dosti je v glavi in monotono je. Sicer smo res, da smo obračali, po 30 krogih smo obračali, tako da je bilo vseeno malo lažje, ampak je bilo težko, še posebej zaradi vremenskih razmer, ker je bilo zelo vroče. 140 krogov je bilo potrebno odteči. Kje je bila recimo tista kriza? Najbrž brez krize ne gre na takšnem teku. Kriza je bila, jaz sem imel krizo nekje okrog 35. do 40. Kriza je v tem, da sem imel skoraj krče, ampak sem to že, ker sem izkušen maratona, sem že odlaufal skoraj 40 maratonov in malo sem se polival, pa je šlo. Tudi je šlo najbrž z spodbudo, ob vas so namreč tekli številni ljubitelji teka in pa humanitarne danes akcije in verjetno tudi to bilo nekoliko lažje in vam v pomoč.
Ja, to pa vsekakor. Jaz se moram zahvaliti vsem, ki so prišli nas spodbujati. Takšnega navijanja že dolgo ni bilo in se mi zdi, da je ta prireditev res fenomenalno uspela. Najbolj pa me to veseli tudi, da so bili tu zraven moji sotekači, z njim pa najraje tečem in to mi je bilo še dodatna motivacija. Mirko, 42 km, 195 metrov je za vami, kakšen je bil čas? Ja, gled, čas je bil primeren vremene, ne? Pa zdaj, kaj ti naj reči? Odkot ideja, da ste se podali na progo tako dolgo? Gled, zdaj, če tu treba pomagati za eno dobrodelno namen, pa za nekaj, je sploh ni vprašanje, kaj bi se samo zavestno greš, pač. Pa če bi še bilo 20 krogov več, pa bi še 20 bliž. Imeli ste cel čas teka tudi v spodbudo ob strani, verjetno prvič v takšnih razmerah ste tekli. Ja, skoraj tako, če bi legenda bil res ormoškega tega, tako se počutijo. Hvala res organizatorji, super je bilo res. Vreme pa je moglo biti lepo, ne, če si šijo okoli, kaj ne si pričakivati grdega vremena. Ivan Golob, predsednik atletskega kluba Ormož, danes tudi eden izmed trija, ki se je podal na progo dolgo 42 km, 195 metrov. Kako je bilo na progi? Najbrž kar težko. Ja, res je bilo malo naporno, bolj kot ne. Pač 42 km je ena razdalja, ki je pač ne pretečeš vsak dan. Pa še vreme, koliko toliko toplo, čarovno. Tudi včasih smo v takšnem Radence štartali popoldne ob 3, maraton pa ne bil problem. Zdaj pa je pač malo emšo napravi svojo, ne gre več tako, kako je včasih šlo. Prej smo že se pogovarjali z vašim danes sotrpinom, gospodom Marjanom Altom, da je lažje teči normalen maraton, kot pa maraton v krog, oziroma 140 krogov. Ja, je malo drugače to seveda. Tista najdaljša razdalja, kaj je na stezi 25 krogov, na 400-metrski stezi 10 km je čist drugo, kako pa 140 krogov, pa je res 140 krogov. Pač v glavi moraš imeti porihtano, kaj je toliko pa toliko krogov. Je lažje v naravi teči, sigurno. Pa še tartan je pač topel, te podplate malo peče. Drugače pa, če si zadaš, da to moraš preteči, pretečeš. Kriza je bila? Ja, kriza ne, bolj krče. Krče so bili problem. Recimo, nisem 15 let maratona odlovil, tako da je pač to posledica dolžine, ki ne delaš, nekaj pride. 24. junij se hitro bliža, ormoški ulični nočni tek, kako je daleč, priprave zagotovo v polnem teku? Ja, res je. To je 3 tedne, pa je tu ulični tek. Upam, da bo takšno vreme, kot je to danes, bi bilo idealno. Večer pol 9, ne takšna vročina več, tako da se nadejamo lepemu obiske. Takšnemu sigurno ne, kot je bilo to danes tu. Upamo pa na lep obisk, pa na dobro udeležen, kvaliteten tek. Eden izmed športnih dogodkov v kratkem bo ormoški nočni ulični tek 24. junija. 29. junija pa pester športni dogodek pripravlja še športna šola Dada. Gre za tradicionalni športni bum, ki poteka v okviru Rožmarinkinega festivala. Rokometni klub Jeruzalem Ormož je minuli petek ob zaključku rokometne sezone 2018-2019 pripravil Plavo noč, ki je tako letos razveselila Ormožane oziroma ljubitelje rokometa, zveste navijače in simpatizerje. Dogodek postaja tradicionalen in ni nekaj novega. Ne, saj Plavo noč že organiziramo nekaj let. Letos smo samo poskušali nadaljevati tradicijo, ker se nam zdi, da je res zaključek sezone ena lepa stvar, ker je neka nagrada vsem delavcem v klubu, vsem igralcem. Zato pač se v klubi odločili, da bomo to nadaljevali. Kako sicer funkcionira vaš klub? Koliko članov, koliko ekip, koliko selekcij? V bistvu imamo v rokometnem klubu vse selekcije. Če naštejem na kratko, to je članska selekcija, potem mladinci, kadeti, starejši dečki A in B, pa mlajši dečki A in B in pa seveda tudi mini rokomet.
To pomeni, kar nekaj selekcij, tak, če skupaj seštejemo, je več kot 100 od mladine do članov, v bistvu 100 ljudi, ki se ukvarja z rokometom in to aktivno. Je pa tu tudi dosti ljudi, ki pomaga, da rokometni klub normalno funkcionira. To je od trenerjev do predsednika, do tehničnega osebja, pa tudi predvsem dosti volonterjev, ki se jim tu res zahvaljujem za vso delo, ki ga opravijo, ker po Sloveniji marsikdaj slišimo, koliko plačujete za to, koliko za to, mi pa imamo skup volonterjev, ki niti nočejo slišati o kakem plačilu in res hvala njim, hvala redarjem, hvala vsem ostalim, ker res nam ogromno pomagajo in tisti, ki delamo tu, res vemo, koliko truda njihovega tudi vloženo tu noter. Uvodoma je zbrane v legendarni ormoški mestni grabi pozdravil župan in nazdravil za ormoške rokometaše. Sicer pa je odgovoril tudi na eno najpomembnejših vprašanj, ki rokometašem greni delovanje. Prijatelji, prijateljice, hvala vam za rokomet, hvala vam za to, da ste napravili takšno zgodbo v Ormože, pa hvala za tisto, kaj tam gori piše. Za Ormož, naše malo mesto z velikim srcem. Velik poklon, na zdravje. Hvala lepa, gospod župan. Eno vprašanje samo bi vam postavil tu, ki je verjetno vsem tu na mislih, in sicer seveda vprašanje, kdaj bodo rokometni klub Jeruzalem Ormož spet lahko igrali v dvorani na Hardeku? Jaz bi povabil golmana Johnnyja. Johnny, 1.9. sedmerac. Ne bom žalob. 1.9. bomo streljali 7 metrov, ti na goli, jaz ti mečem. 1.9. bo telovnica, konec. Hvala lepa, upamo da se to uresniči. Športna dvorana na Hardeku, ki je zaradi sanacije in širitve ni bilo možno uporabljati kar celo sezono, je ormoškim rokometašem precej manjkala. Verjetno so tudi rezultati bili nekoliko slabši. Mi smo prepričani, da se je precej poznalo. V bistvu je velik handicap, mogoče se pri članski selekciji ne vidi tako, ampak pri mlajši pa se definitivno pozna. Recimo pri mini rokometu smo face handicapirani, ker enostavno ni bilo termina pri veliki nedelji, pa ne zato, da nam ga ne bi hteli dati. Res, osnovna šola Velika nedelja nam je šla na roko z dvorano, ampak enostavno je dvorana prezasedena za ormoško občino in ni šlo. Potem ostale starejši, mlajše generacije, ampak starejši od mini rokometa, recimo konkurenti trenirajo 4-krat ali 5-krat na dan, mi smo 2-krat na teden, mi smo 2-krat do 3-krat, kar se po mesecu dveh ne pozna, po 5-6 mesecih pa se pozna. In res upam, tako kot je župan danes povedal, da bo od 1.9. tudi naša hardeška trnjava odprta za vse selekcije in da bomo v kratkem spet pokazali, da je res rokometna šola, rokometna kluba Jeruzalem Ormož v vrhu v Sloveniji, pa ne, da smo bili letos slabi, ampak dejansko se pozna tudi na rezultatih. Pa morda še beseda dve o željah, načrtih kluba? Ja, žal je tu vedno pogojeno z finančnimi sredstvi, vedno se tu okoli tega vrtimo, ampak mi vztrajamo, naš moto je, da se posvetimo domačemu kadru. To pomeni, da forsiramo igralce, ki smo izgojili sami, iz mlajših selekcij, ki trenirajo pred, ko pridejo do članov, trenirajo dečki po 6-7 let ali še več, da sploh lahko konkurirajo članom. Če pa češ priti v člansko selekcijo, pa res moraš biti dober in moraš imeti dobro podlago. In to trenerji mlajših selekcij delajo v našem klubu res kvalitetno in dobro. In naš namen je, da še naprej črpamo iz našega kadra. Je pa dejstvo pa je, da če ćemo konkurirati Sloveniji v prvi slovenski ligi, da se včasih tudi treba pojačati s katerim drugim igralcem, ampak res tu iščemo na tistih pozicijah, ki smo mi mogoče malo tanjši, delamo intenzivno na tem,
če pa se s kom uspemo dogovoriti, pa bomo videli v prihodnjih dneh. No pa še nekaj o nocojšnji prireditvi. Kako pravzaprav nastaja ena takšna prireditev? Domnevam, da je veliko dela, da se vse spravi skupaj, ne? Ja, definitivno je veliko dela. Prvo mora nastati ideja, potem koga bi povabili, da bi bilo zadosti zanimiv. Letos smo se odločili za domače izvajalce in ni nam žal, ker je to tisto, vse sem že prej v nekem intervjuju na radiju povedal, da mi forsiramo domače igralce, prav je tudi, da forsiramo domače izvajalce. Ker menim, da je nekako premalo sodelovanja med športnimi klubi, kulturnimi klubi. Tu bi mogoče lahko ideja, da bi se vsi bolj povezali, tudi športniki radi pridemo na kakšne druge in tu bi se mogli vodstveni kader malo bolj povezati, da bi lahko bolj sodelovali, eni bi šli na drugo in dosta je dečkov, ki imamo danes tu pravkar poje en naš igralec, zelo perspektiven, slišim ga tu pri kogovskih dečkih in mislim, da je to en oblik sodelovanja, ki smo recimo ko gremo na turnire, recimo na Hrvaško, vidimo, imajo bistveno boljše to sodelovanje. Pri nas pa, ne da bi koga kritiziral, vse smo približno isti. Če hodi v glasbeno, potem manj sodeluje pri športu. Če hodi šport, manj v glasbeno in te smo malo, ena drugega malo po strani gledamo, kaj ni prav, morali bi bolj sodelovati. Glede na razmišljanje oziroma na občutek pripadnosti, ki ga gojijo ormoški rokometaši, so letos na Plavi noči nastopili domačini. Bend gimnazije Ormož, Kogovski dečki, Septima in Recesija bend, kar se je izkazalo kot odlična poteza, saj so prav vsi nastopajoči navdušili. Sploh pa dokazali, da za dobro zabavo niso potrebna zveneča imena estradnikov. Ala gdje bilo bi da si tu ja mi, da te ne poznam, da te ne znam. Ala gdje bilo bi da si tu ja mi, da te ne poznam, da te ne znam. Vilo moja, vilo moja, vilo moja, vilo moja, vilo moja, vilo moja, vilo moja. Hvala lepa, kovorski dečki, en velik aplauz. Mila večer, prijatelji moji, hoće izmišljati karte, ako nas nima. Svidimo noćas kraj stola, a vidim da ima nas pola, a ti se
leta, nauku duha sina očeta. Ni več vodi, ni več kurpa, žgane tiho je upupno. Ko je končno le izbrala, pamet pretlaš novo grado. Dedece uvidel zgrožen, na njugana nič ne sprožil. Spomni se, kaj gnoje pater, pošli se v Božjo mater in si gre z roko na sebe, ti je konec čiste jebe. Čista jeba, to je čista jeba, ko se krati čisto blizu, a kaj daleč od vsega. Čista jeba, to je čista jeba. Prvi del Plave noči 2019 so sicer predstavljale rokometne tekme, ki so se odvijale v športni dvorani pri Veliki nedelji in kjer so se predstavile ormoške ekipe letnika 2008 in mlajši, letnika 2006 in mlajši in kadetinje letnice 2003 in mlajše. Šele nato se je dogajanje iz Velike nedelje preselilo v Ormož v mestno Grabo, ki se je kmalu razvilo v prijetno druženje z jedačo in pijačo ter v odlični glasbi vse do jutra. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož v službi prihodnosti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Obstaja kraj, kjer je narava še vedno mlada. Legenda pravi, da so se križarji tu ustavili, ker je ni bilo podobne lepote kot pri nas. Podnebje kot ustvarjeno za vinsko trto in rodovitna prst, izziv za vinarja, a raj za ljubitelje vin. Vinorodne gorice okoli Jeruzalema, od nekdaj dom odličnih vin. Pot vodi med trtami v rajsko okolje za oddih in sprostitev. Naša 2400-letna vinska tradicija ponosno odmeva doma in po svetu. Roke vsakega od številnih vinogradnikov našim sortam vtisnejo osebni pečat in podpis.
1000 spominov lahko napišemo skupaj, ker si želimo biti del tvojih zgodb in novih načrtov. Naši kraji so pravi raj za popotnike in športnike. Pri nas se lahko naužijejo neokrnjene narave. Želimo ohraniti našo kulturo, to je naše poslanstvo. Nove poti lahko gradimo le, če vemo, kdo smo, odkot prihajamo. Želimo biti skupaj in uživati v tem, kar smo prejeli. Sadove naše zemlje in nagrado za trud naših rok. Ker tukaj se počutimo kot družina. Tu smo doma. Jeruzalem. To je bilo vse za danes, čeprav je dogodkov bilo veliko več. Ormož že dolgo ni dolgočasno mesto, pa tudi vse naokrog se dogaja. Upam, da ste tudi vi del različnih dogajanj in da pestro preživljate tople poletne dneve. Pridružite se nam tudi čez teden dni, pa tudi ob večerih. Vsak dan ob 20 pripravljamo kaj novega. Vse dobro vam želimo in srečno!